Greš z eno na prvi dejt, nisi je še videl nage in narišeš grafit nago. Je to sporno? Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli na najboljšem podcastu v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami v novi epizodi, Rimanič, Jure in Jure, koga imamo danes na naši desni? Danes je z nami Wow. Azram, Wow. muralist, Wow. grafiter iz 11.7 klana. Wow. Dober dan. Dobar dan, lepo Kako pozdravljen. Super. In si prišel iz daljne Ljubljane. Mogel sem ven iz Slovenije iti. Ker vsaka čez obvoznico je Hrvaška, da smo si na jasno. Ja, me kar gužva za dol ali ni? A? Je gužva za dol? Tako kot ponovadi, pri vrhniki je tam gužva. Okej. To je to. Torej ni bilo grozno. Jure, kako smo? V redu. Malček sem neki prehlajen, se mi zdi. Čuje, malo si... Ne vem zakaj sem, pa sem spal. Sem spal dobro. Če si spal ali si preklajen. Ja, pač ne vem, tako veš, ki se zjutraj ponovadi že sestaviš nazaj. Po moje zaradi motorja, ki sem se vozil z motorjem. Lepo. In malo sem bil premalo, sem imel spodaj samo le eno srajco in čez sem imel motoristično jakno, pa zgleda, da je bilo premalo. Pa ti zgledaš malo bogi. Ma ne, jaz sem samo nenaspan. Kaj si pa, Komplimenti so vas. kaj si pa ti počel včeraj? Smo snemali en film spet in to. Isti ko vedno. Ja, če je celo večerci in ga delamo dosti časa, ja, to je to. Ma ne, nič novega, vse postarem, produktivni in tako. Kaj ti delaš sploh? Zdaj lifeu. delam diplomo. Ja, zdaj moram jaz diplomirati še. Glumim absolventa že eno leto in zdaj imam tako en mesec, da naredim vse, tako da zdaj jaz to malo pogasil. A imaš vse kaj narejen? Haha. Ne, zdaj delam scenarij za film, moram posneti film in pol moram narediti še teoretičen del. V enem mesecu. Ja. Bravo. Gospod, dragi gost, mi vedno začnemo z našo škatlo člani vprašanj. Tukaj notri so vprašanja od kaj je smisel življenja do kakšno sadje bi si dal urit. Lahko dobiš karkoli škatla da. Škatla da. Eno, ok. Potegni, kar češ. Ja. Super za me. Ja? Če bi seksal z neko namišljeno osebo iz filma ali TV, s kom bi? To kot ne igralko, ampak karakterjem, ali kaj? Tipo, ja. Ja. Kaj že te je bilo ime iz Underworlda? Una vampirka v lateksu, ki je skozi bila neka super mala. Veš, Ja, veš, ne, ko se kliče. Jaz nisem gledal tega. Ja. Sam zaradi nje se splača. Ja? Dobro. Jure? Skozi v lateksu, skozi. Ti? Ja. A jaz, ki robi? Una, veš iz, ko so že? Ja. Incredibles, una mama, ki je bila raztegljiva. Okay, huda. Boljši odgovor, ka moj. Ne vem, ono je bilo zanimivo, da je raztegljiva tako. Zdaj jaz bi izbral Jessica Rabbit. Ona je huda. Ona je huda. Samo nje ne vidiš Imate všeč? glave nikoli, ali? A ne, Jessica- tiste Bunny, Ja, tiste Lola Bunny, sorry, zamešal sem. Ne, Jessica Rabbit je una v Kjer rdeči. je ona z Joški, ja. Una je lušna, ne. Ni slaba. Dobro, povej nam kaj delaš, kako si začel? Kaj dancam sploh? Na splošno. No, jaz so glavnem rišem po stenah. To mi je, kot začel se kot hobi, zdaj se s tem preživljati probavam. Kdaj si začel? Začel sem, nasploh risati ali grafite? Pa risati, sej to je povezano. Ne, ni v bistvu. Risati sem začel, ker sem ležal v bolnici v Ukrajini in mi je bilo dolg čas, pa me je en cimer tam naučil aviončke risati. Kako si prišel v bolnico v Ukrajino? Jaz sem iz Ukrajine, drugače. A daj? Ja. Okej. Ja, in sem tam ležal z nečem, kar neki sem med celo z rešilcem unim odpeljal tja, neki zastrupal, ne vem, kaj mi še zdaj noče povedati, kaj je bilo. In v glavnem sem tam en tem bil in mi je dolg čas bilo in sem tam muhe po stenah lovil, pa ne vem kva, pa je pol en pač, kaj je cimer to po sobi. Možno je ti v neki pokazujem, je tam aviončke pokazujem, pa sem risal neki let in pol. Same grafite sem pa začel tako, da mi je en kolega rekel, to je cool, pa sem se strinjal z njim, pa sem začel risati. Ampak sploh nisem vedel, da v bistvu, da grafiti je pisanje svojega imena, da to je point, ali pa kolektiva. Jaz sem pisal random besede, pa neke karakterje zraven risal. Svastike. To ne, to nisem jaz.
Svastik nikoli nisem narisal, v bistvu, še. Do it for the To, love. ko ne znajo narisati svastike, sem jih držal na Zdaj še fejle. zdaj ne vem, kje je pravilno, v katero smer. Mislim, da je... A je po uri nam ali proti? Mislim, Mislim, jaz da je- vem, a ne bi se povedal na glas, ki bo izpadel V urin, malo tako. v urin kazalec. A je gre, po ne? uri nam, ne? Ja, Ja. tako. Okay. No, vidva veste, jaz ne. Čeprav to je v bistvu neki egipčanski znak. Ne, ni indijski. Indijski. Znak sonca je to bil. No, Ja. No, v glavnem sem risal in pa nisem vedel, imam še zdaj mi je mat, nisem imel nič skicirke, ampak sem 4 liste risal, mi jih je mat v pisarni spela skupaj uno plastično vezavo. Zunim, ja. In kam je listo zmanjka, mi jih je sam dodajala. Imam še zdaj ta Nice. zvezek nekje doma. Pa 2008, to se je vse prej, v osnovni šoli dogaja, 2008, začetek faksa sem pa prišel v kolektiv, pač 11. cen klan in od takrat je štejem, da je to aktivno prav. Kaj pa je to? To je pa pač kolektiv grafiterjev iz Ljubljane, začel se je v Šiški, pač zato je 11. cen, ker to je poštna številka Šiške. Začel se je v bistvu vse to s tem, da so fantje hoteli muziko producirati, pač rap, eni rap, drugi podlage delal, pa tako, in so hoteli promocijo si z grafiti delati. Najbolj ironično je pa to, da vse to je šlo stran, samo grafiti so ostali. Dober marketing. Ja, pač se to je, v bistvu, kaj, sej grafiti je tako rekoč samo promocija. Vse, kar je pisanje svojega imena na stene in razvil se je v to, zato ker so ljudje hoteli stopati van. In so dodali barve, karakterje, pa imaš, ali pa na bolj lude lokacije. Ok. Mislim, kako izbereš, kam to napisati? Zdaj ste imeli si bil v temu kruju Ja. in Ja, kaj ste delali, ste imeli določeno, ste kar povsod, so bili še drugi kruji, kako to ta svet deluje? Ko sem jaz začel, je bilo še par kolektivov, pač takrat so še Zeg bili aktivni, pa eni Štajerci, s katerimi se nismo marali. Na steno pa zbereš, zdaj odvisen, kako greš. Pač jaz recimo delam bolj nelegalno. Jaz delam zato zaradi arta, ne zaradi nekih adrenalinov, pa kaj tazga. Pač jaz si izberem spot, kjer imam ali dovoljenje, ali kjer je semi-legal, ali pa zapuščene stvari. Semi-legal je, da v bistvu ne smeš, ampak ti vsi primer. Izbereš si pa spot, ne vem. Mi imamo zdaj v Ljubljani veliko lokacij, pa zelo malo aktivnih writerjev in si zberemo glede na feeling. Ker zdaj smo 2 dni nazaj smo šli na Trubarjevo risati, tam pri bivšem Rogu, imamo privat dovoljenje tam na eni steni, ki v bistvu bo šlo zdaj, tako da tam bo vse no more art on the wall, only blank wall, bo lastnik prebelil, rekel prav. Pa pač odvisen, ki je. Imaš pa ene spote, ki so boljši, recimo, pač če dežuje, pa zaradi svetlobe, pa karkoli zaradi formata, pa greš. To je tako. Če pa greš ilegalno delati, zdaj pa je point tako, kje je najbolj viden, kje je najbolj prehodna lokacija, kjer bo, zato se tudi vlaki delajo, da ljudje čim več, da se kroži, to je v bistvu mobile wall, da kroži vse. Začel se pa v New Yorku, ker je podzemna fura čez cel mest in so hoteli pač all city biti. Dej povej malo od začetka, kako to, da si se preselil v Slovenijo? Nisem jaz, mene so preselili. Jaz sem... Dali v tovornjak in vozi. Skoraj da ne. V bistvu jaz sem prišel v Slovenijo 91. leta. Ta pravo leto. To pravo leto razpadlo je Sovjetska zveza, fotor je, kakor jaz vem zdaj, še zdaj ne vem točen čist, ker to starši razlagajo, se veste. Fotor je hotel v Italijo prijeti, ga niso pustili, pa je ostal v Sloveniji. Ja. Pretočna država. Tako je. Pa čez nekaj mesecev sem pa še z matko prišel. Smo v bistvu na začetku v Celju bili nekaj mesecev, pa smo pa v Šiško se preselili. Da gremo nazaj na te grafite. Kiro je, ki si rekel, da na ta ilegalna mesta, če smeš deliti to, ki je najbolj ilegalno, kjer si ga naredil? To ne sme deliti. Dobro, kje je znanec tvoj naredil na najbolj ilegalnem? Dobro, lih tako je pač. Najbolj ilegalno, kar greš lahko, osim, ne vem, parlamenta, pa kaj tazga. Mislim, to je odvisno od spota, zdaj pač ilegalno je vse, pač vse ekvivalentno, sem odvisen, ko te bojo preganjali. Kjer je bil najbolj cool spot, ki si naredil? Najbolj cool spot pa niso bili ilegalni, veš? A res? Ja, najbolj cool spoti so meni oni pač nore kakšne lokacije, ne vem, zapuščene tovarne, velike. Zdaj odvisen pa po velikosti, po zapletenosti so tudi hude. Recimo moja diplomska naloga je bila na osnovni šoli Trnovo. Zdaj so fasado prenovili sicer, čez celo bajto je bilo. Polno sem delal tako po Evropi, že povsod.
Zdaj grem nazaj spet verjetno, to še ni čisto potrjeno, v Tbilisi, v Gruzijo. Eno bajto, mislim, eno fasado porisati. Meni so take stvari pomembne. Prosti moram psa nakrekati. Lana, bejš ven iz tam. Vse je lahko tam. Ne, kaj bo cukrna. Imamo še enega gosta danes. Prosto, ja, pridem se pokazati, boš se prišel pokazati. Pridi sam. Je lepi. Ja, kje si ti? Ja, lej, tamle kamera, poglej. Ne, premazljiva. Vode prostor nekam. Ne, pridem. Si pa. Dobar dan. Okay. Kaj boš povedala? Dobar dan. Le na glas. Dobar dan. Ok, butla. No ja, meni so bolj te spoti, kakor vizualni so mi dobri, a veš pač kako zgleda na fotki, kako... Take cool lokacije. Ja, mene, se pravi, I'm in it for the art, not for the thrills. Jaz grem delat pač tako, da mi na koncu dobro izpade. Lana, biš, no. God damn it. Ampak zdaj je tle razlika med, ti pravim, tem teganjem. Ti si rekel, da rišeš te ta svoje imena, svojega kruja, ampak ti delaš tudi te murals in to. Tako je. V čemu si zdaj še bolj? Kaj se zdaj primarno ukvarjaš? Sej, a veš, sploh kaj, mislim, tag je v bistvu začetek. To je tvoj podpis na steno, iz tega se vse začne. Ti pol tag razvijaš v nek svoj style. Okay. Na style pol napimpaš, pač ne vem, greš letter shape delat, character dodaje backgrounde. Jaz se bom tako rekel, se specializiram v karakterih. Pač jaz rišem like, jaz rišem bolj poslikalce, to sem rekel muralist bolj. Tudi eni bojo pač bili neki salti, da pač nisem true grafiter, v redu je nisem, pač ker ne delam ilegale, I'm fine with it. Delam pač letter shape, imam pa tudi noter, zato še vedno, kar se mene tiče, jaz rečem, da sem writer, because I write my name. Specializiram se bolj v pač character style. Najljubše, ki si ga kje naredil? Sem šel pogledat tvoj Instagram, tako hud stil imaš, hude imaš. Thank you. Zaradi Joške. Ja, to sem pazil. Ja. Moja babi meni sledi na Instagramu, pa je rekla, sem opazila, da imaš rad žensko v parsiju. Ja, verjetno nekje je na tem. Ja, ne, nimam tako, najljubšega imam favorite, kakšni, kar v bistvu ful je smešno, kakšni, ki so meni najljubši, sploh niso tako polajkani, ja, veš, da bi rekel, zato pač so social media is irrelevant, kar se tega tiče. Ne vem, kjer je najboljši, veliko delam, veš, tako da probam vsaj enkrat na teden iti, kakšen ga stisnat ven, veš, pač tako da, kaj sem, ta zadnji mi je všeč, ko sem eno flašo risal, eno podhodu, v bistvu dva podhoda, ki nošiš, ko sta mi všeč, en z nožom, pa en s ketnami. Kaj sem, ne vem, ne znam ti dobro. Vem, dobro. Ne, sem videl dosti krat uni podhod v Šiški ven, kjer je uniki vsi hodijo. No, to je najstnicem. Aha. To je Kino Šiška, je najstnicem poštna številka. Ok. Jaz sem živel tam en čas. No, pa moraš vedeti. Ne, sem zanimiv, ki tam dosti krat prerisujejo čas, ne? Vse to mi delamo. Ja, a vi ste? Tudi mi, ampak velikrat ti pridejo kakšni ne pridi pravi tam počičkat čez, kot se nariše, ne vem, Samir volim te, ali ne vem kva, neke take bedarije. A pa mi pridemo, pač če pridejo tudi kolegi, gremo mi se nabrati in celo steno odrokamo. Pač to, legal walli so znani po temu, da se reciklirajo stvari. V Sloveniji nas je toliko malo, da znajo držati, dokler jih ali mi ne pririšemo, ali kdo ne uniči. Zato in pa v tujini, recimo, jaz sem bil zdaj v Berlinu, tam imaš tako foro, da kad ti rišeš, za ta bo že en čaka, da ti končaš, fotkaš, pa te bo že prebarval. Res? Ja, tam je multimilijonsko mesto, pa en par tavžen grafiterjev je, pa veliko manj površin za risati, kot imamo mi, vsaj z dovoljenjem. Mi imamo sreče, da nam je tudi mol, reč kar hočeš, ampak za nas je tudi dal, zdaj je trenutno 17 lokacij, tam, kjer je dovoljeno. Bi bilo ful dobro, če bi policajem to povedal, zato je treba vedno se pred njimi zagovarjati. Pač tako, smete risati. Ja, imate dovoljeno, imamo, kje? In kaj to moraš pokazati, kakšen dokument? Jaz grem pa na RTV, pač le piše. So smešni in pač noben jim ni povedal, pač nam so rekli, ja, rište. Ja. Pridejo tam, daj dokument. Pa imamo pa še privatne dovoljene, ko pridejo lastniki sten, tako pa če mi bi imeli s tem, da tako, če hoče nekaj svojega, pač sorry, to je pač kamešen, to se zaračuna, ampak če reče, lahko rišite, dejte, kar hočete, imamo ena par takih lokacij, ki so ful dobre. Lahko bi prišli te v studio nam porisati. No, se zmenimo.
Ful je bil, no. To mislim, da bi vas znalo privabiti. No, ne bo bil več. To je bilo zanimivo med. No, zdaj malo smo šli na splošno. Zdaj za reč, kako se lotiti ustvariti svojega imena, svojega stila, ki, veš kaj, jaz se spomnim, da sem en čas ful spremljal na YouTubeu, v moji srednji šoli, ko ste grafiterji to delali, jaz sem prav si narediti svoj stil, svoje te črke. Ste Iron Like Team gledal na Avstralce? Ne vem, koga sem. Močni takrat, ja. Tako pač vse so porisali, od sten do vlakov, pač vse so delali. In so mi bili ful hudi in se prav jaz to zase na papir malo začeti s tem in ne veš, kje začeti. Pač kako se tega vsega lotiti? Kako si rekel? Začneš na papir in vsak mi reče, jaz bi začel risati, sem rekel, super, vzam si skicirko, čez 1 let se slišva. Pač, nimaš kaj na steni dela, dok ne veš, kaj boš delal gor. Če greš ti kracat neki, boš sam šlamparijo naredil in boš ali uničil komu drugemu pis, ali komu fasado, ali sam full barve vam vrgu. Ker za začeti ima drag hobi, veš to. Pač vsak sprej stane kva, 4,5 evre. Koliko lahko narediš z enim sprejem? Čistega barvanja, če znaš, lahko tudi mogoče 2 kvadrata pobarvaš, odvisno od brenda. Eni imajo tudi malo drugačno pokrivnost. Ampak načeloma, gledaj, ti za stenco rabiš vsaj 10 sprejev. Vsaj. To je simple. Pa to je neki. To je 50 evrov, vsaj na stenco gre, pa še background, pa to, pa ne vem, pa pencil, to ne računaš. Pa prejem prideš ti do nekega nivoja, da si zadovoljen, moraš nekaj kilometrin nadati, kakor prvo samo. Ni vse tako lahko. Začeti pa tako, če hočeš style writing, napišeš, ne vem, svoj podpis, svoj tag, najlažje je začeti z block letterjev, to so prav same taki čonki letterje in se igraš, kako bi jih prekrivil, dodaš jim 3D, pa se pa že, kakor ti paše. Recimo, meni je ful zabavno, jaz ne znam wild style delati. Wild style je dinamične črke, polhen nekih, mi jih kličemo doodad, puščice, pač shiny, pa vse to. Ja, tega ful nisem štekal nikoli, ker tako sploh ne rata več ampak je neko drevo in je samo kaj? Ja, ampak ti moraš flow slediti letterja in tisti, pač, recimo eni pač im ne rata, tako kot meni, res nikoli nisem znal dobro wild style delati. Vsakeč, ko sem dodal nekaj arrow, pa nekaj embellishment, je tako, kad bi v osnovni šoli nazaj bil. In pa rišem s crewmateom, z Borisom, on pa ubija to, veš, in pa jaz sem pa šel nazaj in delam take, jaz jim pravim, naivne črke. Pač jaz sem, nekaj nakracam tam, pa jim pa efekt naredim, veš, in deluje. On pa gre, pa nek style, pa čist hip-hop, pa vse, pa jaz tako, god damn, je to dobro. Dan svoje, tako, pa Koliko pa vas je v tem crew, recimo zdaj? Trenutno nas je 5. 5. Ja. In 17 lokacij. Dobro. Ja, ampak v Ljubljani imamo še ene podmladke, neke illegal bomberje, pa imamo še en manj aktiven crew, pa ene tako malo padavce, ki so risajo, pa ne rišajo, pa pridejo, pa ne rišajo, pa spet pridejo, pa tako en pis na let naredijo, veš. Kaj to se lahko joinaš v tak crew, ali kako to gre? Ja, ne moreš kar application dati, kot prvo povabiti to moramo. Okej. Ampak zakaj bi jih nam? Mi smo kolegi, ki skupaj rišemo, ali to je fora. Sicer smo enega nov član je, eden, ampak ja, ne mogu sprejemce delati. Kako to zgleda? Zatežil sem mu, ker je malo šalabajzer, pa sem mu rekel, zdaj moraš pa do konca leta, mislim, jaz sem tako zabaval sem se, ampak moraš narediti, ne vem, 10 pisov, productionov, pač potruditi se moraš. Ja, bom, vse zrihtu in pol jih ni do konca leta, ker je nekaj drugega vmes, pa sem rekel, kot ste gledali, zdaj jih moraš pa 15 narediti. In jih je, dejansko jih je stisnil, zdaj je uradno vse. Okay. Jaz sem sam edini, sem mu jaz težil, ker sem rekel, gledaj, vsej prijatelji smo v vsakem primeru risali, bomo v vsakem primeru šli, ampak če hočeš najsniti sem pisati, to veš, mater, ti... Pač da mu je mar. Ja. Potrud se malo, veš. Vse je bilo zajbanci, veš, si že naredil, nisem, tako pa je te. Dej, kako pa je recimo tle finančno, kako se lahko preživljaš s tem? Ja, lih to, tako ko smo se spoznali, jaz sem delal, commission poslikave delam, to se pravi fitnesse, klube, brivnice zdaj zadnje čase, privatna naročila. Lepo, da si vprašal, zakaj smo prišli, knjigo probavam izdati, imam jo tudi za pokazati lahko, čakaj, imam sample. To smo mi rekli na prejšnjih podcastih, gosti, če pride sem brez darila, niso več zaželjeni. Nisem vedel. Tako da lepo hvala za darilo. Kaj je to? Tank. Top. Tako je. Tank, je tank. Se piše Big Guns Rams. To je na kakšno trenutno... Ne, nič ni to. Ne.
Okay. Samo pač tako, cool To je stvar. bilo ene par let nazaj narisan. Pač. Probavam eno stvar na dan narisati jaz tu, zdaj ali od takih ilustracij, ali digitalno, ali pa vsaj doodle, pač nekaj načečkat, ampak lih to, da, kada bi rekel, kondicijo obdržiš, to, kar je fora, da ti kreativa pač štanca. In ker probavam vsak dan nekaj narediti, se jih je nabral tega sranja. In sem se odločil knjigo probati izdati. Zdaj linki so na mojem Instagramu, pa prosim, da boste to pošerali. Ja, valjda. Oglej si, noter je pač po chapterjih je razdeljen, so ilustracije. No, ti zdaj to, da je meni v roke in razloži, kaj je to. Skice, digitalno, pa grafiti. Dobro, Tole je sample edinega. kako to, da si se lotil tega delati? Hotel sem. Ok. To je, sej smo govorili lih malo prej, to je zarečen tak coffee table book, ki ga je lepo gledati. Tako je. Koliko časa si ga delal? Tlele je noter selekcija, kaj bi rekel, vsaj, ne vem, 10 let. Ja, to ampak si zbiral in pol zbral pač jaz samo. imam vse arhiviran, tisto, kar ni bilo prodano, pa tisto, kar ni šlo naprej, to je recimo pač To je Jure. kjer oval svolo on ta bradat. Ta, ki ima mišice. Se imajo vsi. In pač ta je selekcija nekih stvari, to so recimo skicirke, ki jih imam vsak dan s sabo, pa nekaj narišem. To je zdaj bolj ta novo zadnji leta, kar digitalno delam na tablico. Pa vmes... Kaj imaš, iPad Proja? Tako je. Pa ta zadnji chapter so pa samo grafiti, stence. So pa... Nisem dober v tem, da bi zberal, mislim, da bi v številču, kdaj pa kaj je bilo narejen, tako da ni v kronološkem, ampak se pa tudi zelo zanimivo videti, kako se style razvija, kako se karakter, kako se učiš novih stvari, vse to. Aha, tle se zdaj lepo vidi, ne? To si prej pravo zareč ime in pol še karakter zraven. Jaz recimo sem se odločil, da uporabljam, pri meni je, v bistvu vedno mi je bil point karakterja narediti, ampak ker sem samo karakterje delal, sem vedno na jamih, so mi style writeri so tisti, ki črke pišejo večinoma, so mi vedno, ti karakterje delaš, zdaj še boš nam background risal. Zdaj boš te kurac, ne bom vam background risal in zdaj delam še style svoj, kar je tudi zabavno, ampak ga uporabljam kot svoje ozadje. Ko graviraš so vedno, mislim, velikrat so v ospredju, so karakterji in pa background je pa style. Kako narišeš sploh ravno črto šprejem? Pač to je tako perfektno. Primaš pa narišeš. Ne razumem, kako je lahko ravna črta šprejem. Saj ni. Jaz imam krvobili linije v bistvu. Ja, ma vseeno se tako Zgleda lepe clean. črte. Vse je fora od spreja, ker so aerosoli, je pomemben, koliko si stran od stene, pa v bistvu premik ni v zapestju, nego je v telesu. Zaprav ti, ko greš steno delati, pač ti ne narediš tako linije, ampak greš in greš v bistvu po čep, če greš dol. Zaprav ti moraš celim telesom risati. To je šport. Zmaterna si, kar veš. Ja. Okay. Še posebej, če je velika stena, ko moraš še po lojtrah lest, pa vse, pa to nabere se vsega. Kakšna je kaj največja, ki si jo naredil? Meni izmed večjih je, zdaj tako, najvišja bi jaz rekel, je bila moja diplomska naloga, kar je 4 nadstropja višine, so prav ene, kaj je to, ne, 20 metrov? Ne, manj, kaj je z mano? Mislim, to je bilo na višini 20 metrov ali toliko bilo veliko? Vse skupaj je tako. Wow. Ja, čez celo osnovno šolo, čez fasado je bilo. Pol v Bjelovarju je bilo tudi, kar si videl prej meme, ena taka podolgovata. Tudi ena izmed ljubših, tisti je 3 štuke, pa pol višine. Wow. Na odru, ki je bilo mehko sidrano, kar je ful zabavno. Torej, da se... Ja. Pa zasidran je bilo v fasado, ampak je bilo štriki zasidran, tako da se je tako mihal. To je bilo še boljše, si mogel izkoristiti ta movement za Stari črte. moj, fora je bila pa še, da ker je to pač Bjelovar, niso do konca postavili odra, pač ker mi ga je zmanjkalo. In sem mogel manjško, ker sem hotel, ampak ni panike, sem prilagodljiv, sem pa hotel še ta svoj podpis nadosedati, tam pa ni bilo več odra. Lojtro sem gor postavil. Ne. Ja, to je bilo najbolj sketchy 5 minut mesedi mojega life, ko vse se maja, pa lojtrca je tako le. Je bilo vredno? Je bilo vredno? Ja, dobro zgleda. Si prav vzem že prej za diplomo. Kje si študiral? Alo sem končal. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. In zareč je tam smer, ali si se ti nekako so ti dovolili, da se usmeriš v to? Kako ti bom rekel?
Jaz sem prišel gor, jaz sem bil 2-krat sprejet na starem sistemu pa na Boloncu. Okay. Ker sem na starem sistemu, sem maturo nekaj zajebil. Okay. In sem padel na prvo generacijo Bolonca. Totalna štala je bila s Profoxy tam. Pač niso vedeli, kaj se dogaja, mi imamo trenutko, 3 tedne spohurnika nismo imeli. Prav v zraku vse. Ja, prihajali smo na faks, imamo že predavanje, tako ne, še noben, ne vem, smo šli domov. Take fore. Ja, Okay. In zdaj bom tako rekel, brez tega, da bi koga žalil, jaz sem odnesel od faksa, dobro, za risanje pa slikanje, kar je tudi moj mentor bil, sem ful dober, mi je dejansko pomagal ful. Kakšno neka načine razmišljanja, načine sodelovanja s temi, jaz sem prišel iz kemijske šole, tako da nisem v kreativni, sploh srednji šoli bil, tako da sem prvič padel v te kreativne ljudi in sem tam pogruntal, kako ti ljudje razmišljajo, pa to je bilo dobro. Hkrati sem imel 4 leta mer. Prav noben mi tiče, kaj pa ti delaš, študiram. Okay. In sem lahko se sam razvijal. Zdaj, če bi šel nazaj na faks, bi ga čisto drugače izkoristil. Tipo kako? Zdaj na svet za te mlade. Za mlade ne pričakovati, da te bojo naučili. Ja. Nauči se. Ja, tako je. Sam vlož, sam deli, izkoristi pa faks to, da ti lahko oni kakšne cake povejo. Ampak pa fora je ta, pa ne biti aroganten, da ti že veš vse. To je pa veliko, zdaj ne vem, zdaj smo stari, ampak veliko ljudi že pride, jaz sem imel parkrat tudi delavnice grafitarske in so prišli na Dobuden že tako, jaz si tako vse vem, kao šti men. Veš pa, daj si, pač vzam si v zakup, da še ne veš, pa probi nekaj novega, pa res sam si moraš, samo iniciativno moraš vse narediti. To je nasploh tudi. Noben te ne bo za rokce držal, noben nič. Pri grafitih je tudi taka stvar, da ni takoj gratificationa. Recimo tudi veliko začne, zato ker ne vem, ali vidijo pri meni, da imam neki following ali pa kaj tasga in hoče, jaz bom pa za Instagram to delo. Ne boš. Ja, to pride potem, ne pred tem. Ja, ne boš, ne bo ti ratalo. Če smem, kdaj si začel s tem Instagramom to objavljati, ti si kar velik za Slovenijo? Kaj se vem, jaz sem... Sploh ne vem. Saj sem mene par let objavljal, pa je bilo tako nič, veš, sem imel, ne vem, par thousand followinga, ampak fora je ta, da jaz objavljam konsistentno. Jaz probam, mislim, zdaj le zadnje čase ne, ker sem imel tudi gužvo, plus malo so me algoritmi zamorili, ampak jaz samo naredim, objavim pa pozabim. Pač naredim, jaz kad zjutraj kavo pijem, nekaj narišem, objavim pa grem stvari delati. Pač lih to je fora. Pač da enkrat na dan in Instagram bolka ne sem imel zato, da imam neko klukco, da nekaj delam. Pač nekaj je bilo narejen, nekaj sem naredil, pač sem. Zato, če pogledaš, imam koliko, čez 2000 postov in vsak post je, skoraj vsak post je individualen izdelek. Lahko rečem, dosti samozavestno, da vsaj čuka 900 od stvari je izdelek. Ali skica, ali ilustracija, ali digitalno, ali stena. To je 5 let objavljeno vsak dan, če pogledaš, približno. Ja, v bistvu. Ja. Ampak je malo več, to, ker Nisi vsak dan. nisem čisto vsak dan. Pa tudi, največ je na svet komorkoli dati, naj dela vsak dan, saj nekaj, veš, pač magari, jaz sem začel recimo, kar mi je naredil, kar mi je naredil en izmed večjih preskokov, pač tudi v kreativih, sem začel sodelovati v pobudi Inktober. Ne, hvala. Inktober je pa od enega, meni si Jake Parker je to začel na Instagramu in je dal challenge, da v mesecu oktober eno tuš skico narediš in objaviš. Pač To je črno-belo, ne? Če pač tuš. Jaz sem to, lih tako je bilo 4-5 let nazaj, sem rekel, ajde, grem jaz to sodelovati, pa ker sem že tako veliko delal, mi ni bilo panike, tako majhnjo skicirko sem naredil. In sem naredil in sem pa rekel, jaz sem to kar nadaljeval in sem pa sam štanca začel. Zdaj vsak let, kar mi je vsak let žal, se pa spravam 50-70 format list vzamem in noter delam tuš, ilustracijo pa z akvareli pobarvan. Okay. In forata brez nekega plana, sam štancem, ker vse to imaš na Instagramu, pogledaš, vsak dan objavljam. In mi je tako, težko je svina, kaj moraš še delati, pa druge stvari, ampak vsak dan pa še ti se vse spred tak list, pa tako... Sej to, kje najdeš idejo, kreativo za vsak dan? Inspiracijo, ja. Vsak ima svoje. Recimo, enega sem poznal, ki mi je pomagal, Roberto v bistvu mi je pomagal, me je naučil osnove konstrukcije. To je konstrukcija, kako postaviti objekt, da funkcionira v prostoru. Ja. To zabrav, kad narediš ti, ne vem, ta mikrofon, kad rišeš, narediš vse prereze, pač na tehnično risbo skoraj da ne.
No in on je imel zelo zanimivo foro, on je vzel neko packo, je skeniral, tokrat distortu, da so piksli in pa ali iz tizga neke šepe probal loviti, kaj rabo neke stvari. Jaz grem, recimo, imam velikrat, ko začnem nekaj čečkati in pa tako, tlele pa lahko, ne vem, nekaj, veš, pač in pa greš ven. A pa greš iz ideje, eni dobijo, tako ne vem, vonim da idejo, pa kakšne stvari, veš. Okay. Pač vse, vidiš nek zanimiv šej, pa tako, to je bilo dobro. Ej, dol. Pač iz vsega greš, lahko veš neko razpoko, pa ti je ono, to je smešen. A pa neko besedo, jaz velikrat grem, probam delati neke wordplay neumne, veš, pač tako. Enes bi bolj sem ponosen stvari, ja, v knjigi je tudi, sem imel idejo Killing Time, ne, ful baham, ampak sem kar ponosen na to in sem sam naredil tako uro, kaj nož prebiti čez. To sem videl, ja, to slikica. Na to mi je tako, pač en izmed mojih tako ljubših, sem kar ponosen na njo. Ampak, okej, si videl to, štekam asociacijo, vidiš razpoko. Ja. Kaj narišeš razpoko ali kaj ti da? Ja, lahko ti da, pač tudi... Sproži nek proces v bistvu. Vse to pravim, gotovi tvoj miselni proces. It's stupid, veš, pač... Ne znam ti povedati, pač, jaz imam recimo v skicirki imam doodle page. Kaj pač neki čečkam, pač pa še mi nek noht narisati, veš, pač sam tako. Ne vem, pa ne vem, zakaj ful puščic teh rišem, pač zelo ekstrejat, ful so mi dobre za nadudlat, pa nikoli jih ne uporabljam nikjer. Okay. Pač ful mi je zabavno je narisati. Vsak ima drugač, pa ni vsakeč isti proces tudi. Zdaj, veš kaj, vprašam zato, ki v kreativi je lik to, kako pride do ideje. Pol že steče, pol že narediš, ampak ta ideja, to ni iniciativa, čisto, veš, ideja velikrat je funkcionira v glavi, pa jo probaš narisati in se ti upera, ka prasica. Ja, ampak si že nekaj naredil. Si nekaj dal ampak ven. ne deluje. Ja, sej pol imaš nekaj za obračati. Dokler ni ideje, nimaš kaj za obračati. Ne, je tudi velikrat ima tako, ta ideja, to bo killer, veš, pa greš risati, tako, to je krompir, to je nekaj, ne greš pa čez. Veš, doesn't work. Lik zanj sem imel, tudi imam idejo, pa se tudi od dneva odvisam. Mogoče ideja super dan, ni ta prav. Eno sem zdaj risal neko bebo, isto sem promocijo za knjigo, spet jo omenjam, sem probal narediti in se mi je baraba uperala, veš koliko. Sem sedel tam pred tabo, sem tako, mater ti, pa poza, ka sem jih vajen delati, veš, od bebo, vse. Ni hotel izčez. Kje pa dobiš inspiracijo za poze za bejbe? No, imaš strani na netu. Ej, palijo bejbe na grafite. Kaj ti pa je? To ni res. To je ta fora, why I do graffiti? It's for the money and the bitches. I got none. You got graffiti? I got graffiti. It's my mistress. Ne, to... Čovjek bi si mislil, ti si artistic type, to pali. Ne, mislim, da tako popelješ bejbo, zid 20 metrov, to si mislim naredil, ker ni to maluno flex. Ja, če pa narišeš njo? To pa pali. Aha. Mislim, pali, tako pač. Mislim, recimo, dajmo si predstavljati, evo, greš z eno na prvi dejt, nisi je še videl nage in narišeš grafit nago. Je to sporno? Grafit? Ja, ker je public. Ok, narišeš njo nago. Si predstavljaš, prijem jaz na tvoj podcast, pa te narišem dekout nekaj na steni, tako pač nekje sred Kopra. I guess bi bilo ok. A bi bilo ok? Ne vem, ne bilo. Zdaj kaj pa, če bi falil razmerje? Kako veš, da bi falil? Lahko se potrudim. Ne, v vse smeri. Ne, ampak misliš, da... ne, to je po moje... Ne, veš kaj je po moje sporno? To, da si predstavljaš njo nago. Ne, to ni sporno. To bi njo zmotilo. Ne, to ni sporno. Se mi zdi, v moja logika. Moja logika veliko ne deluje. V moja logika je bolj sporno, da si jo napačno predstavljaš. A ti misliš, da sem jaz kar taka? Ali da sem tako huda? A ti misliš, da sem jaz debela? Zakaj mi nisi six-packa narisal? Veš, pa kakšna taka fora. Ampak nisem še doživel tega, ampak bi znal biti smešen. Ponovadi si dobro predstavljaš. Torej. Ponovadi kompliment. Mislim, nago narišem pa, ko jo vidim. Zdaj te pa moram videti, da te lahko nago narišem. Torej si že narisal kakšno kot eno od tvojih francoskih deklet. Seveda. No, ko smo bili v inspiraciji. Kaj pa AI? Zdaj in v bistvu risanje in tam napišeš samo nariši mi to pa to in ti nariše. Kaj pa to? Jaz sem mal v deljeno mnenje glede AI-ja. Kot prvo, it's a tool. Agree. Pač orodje. Zdaj odvisno, kako ga boš uporabil. Jaz mislim, ne vem, kako bo to zvenelo, ampak jaz mislim, da AI ogroža
dolgočasne umetnike. Okay. AI zna narediti na pecajzlano stvar, zna tudi pravilno barvo. Ene stvari so zelo, ker zna paliti vid, kolikor jaz razumem vid po algoritmih, kaj je folku všeč in to doda. Recimo iz AI se tudi da full inspiracije črpati ven. Vse to, samo to je legalna inspiracija. Ne, ni, v bistvu AI je ilegalna inspiracija. Vse to, ne? Zato, ker se uči od nas. Ja. Od artistov. To mi je sketch. Recimo, če bi bilo opt-in, da pač ti kot umetnik rečeš, ja, AI se lahko se uči od mene, ja. Ni panike, kar se mene tiče. Pač ona naj se dela. Jaz AI tretiram kot zelo pridnega umetnika. Poslušnega. Zelo pridnega, velik dela. Zelo garav, zelo velik je ven. Hkrati se vidi, kaj je AI art, kaj pa ni. Zadnjič sem videl eno sliko, ki je zmagala tekmovanje. Ja, ker si videl, ker je fotorealistična. Ja. To se vidi, ja, ampak ti vidiš, AI ima specifičen stil. Recimo ti ne vidiš poteze na AI-ju. Ti vidiš dodelana stvar, ampak je nekako, kaj da bi acid tripano bilo. Dodelana, pač tako. Ker se jaz osebno sem full fan, da se vidi brush stroke. Ne ono, da je pač res abstraktno, ampak meni je všeč, da jaz vidim, da je to narisan. Lahko je full velik narejen, lahko je zelo dober narisan, konstrukcijsko stoji, barvno stoji. In kako lahko to ločiš? Ma vidiš dejansko. Si ti vidiš potezo od Kulja, ti vidiš potezo od Čopiča, ti vidiš potezo od Spreja. Kaj pa v digital? Ja, v digital. Digital imaš brushpack, isto. Digital je lahko, če je 3D modeling, se vidi pač, da je renderirana stvar. Kaj ti delaš? Ne, sam premikal se naprej. Lahko vidiš 3D model, lahko ti vidiš, recimo, kaj jaz digitalno delam, se tudi vidi brush stroke noter. Pač vse je od poteze odvisen. In kako to vidiš? Vidiš? Jaz sem tudi malo igral v Photoshopu in kaj risam, pač črta je črta. In zdaj narišem jaz črta, nariš črta. Kako to vidiš? Kako jo uporabiš? Okej. Jaz to delam že več kot 20 let. Ja, razumljivo. Da mogoče vidim, še bolj kot drugi, ampak ne, ti vidiš, se ti pravim, ti v vsemu, kar je narisan, vse, kar je narejen, ti vidiš tudi pečat artista. Tako se tudi vidi pečat AI arta. Recimo, kar je ful smešna stvar, AI še zdaj ne zna rok risati. Ja, to sem videl dosti krat. Ampak ful dobrih dela, ker je čist tripi stvari in je tako, noro. Ja, na roke so smešne. AI mi je pa super, ker lahko vizualizirajo tudi ljudje, ki nimajo podkovan, ki nimajo dovolj prakse, kakšne fantastične ideje. Recimo mimi, ki pridejo iz AI-ja, so moj bog glorious. Ste videli Luno, Balenciaga, Harry Potter, pa te stvari. Ne, Papež in Balenciaga. Koliko je pa to smešen, to je pa, to je toliko dobro. Meni je zaradi tega mi je dober. Ni mi pa všeč, recimo, ker zdaj bo pa, hkrati bo, ne bo toliko cenjen, hkrati bo pa bolj cenjen art zdaj ratu. Ja. Manj cenjen bo to, ker bojo random kampanje, lahko namesto tega, da plača artistu, samo je tipka ali pa dal, recimo, eni že pišejo, eni se kličejo, da so AI artisti. Ja, Ja, pišeš samo prompt, ne? Moraš znati napisati. Ne rabiš znati napisati. Si se igral kaj s tem Dalijem, recimo? Nisem še nič. Po eni strani, ker nimam časa, po drugi strani nekako mu nočem svojih... Ker jaz v bistvu, kar hočem narediti, je da mi mojo skico napimpi. Ker to je en ful dobro uporabo. Recimo naredil je karakterja, pa tako, ne vem kaj z backgroundom narediti. In je dal v AI, pozabil sem, kjer je program, pa je rekel, da mi background naredi. In moj neko draperijo tam zrisal, tako, to je to. En je pa tudi še naredil ene robote, riše ful dodelane, take cyberpunkiš. In je rekel, da mi vzam moj stil, naredi mi robota v mojemu stilu. In je rekel, goddammit, jaz šele zdaj vidim svoj potencial, kaj lahko, kam se da razvita. No, to sem hotel reči, pač AI ti lahko učiš, lahko ga učiš na sebi. Seveda, in AI tudi lahko tebe uči. Meni to ni sporno, vsaka nova tehnologija ima backlash, vsaka nova tehnologija ima svoj forum, vsaka nova tehnologija bo ene službe vzela. Najbolj je creepy, ker ti lahko narediš v bistvu svojega dvojnika. Oh, that's fucking creepy, ja. ChatGPT me bolj skrbi, kot kar Midjourney. Ma vse isto, vse isti možgani so zadaj, mislim. Tam, drugi. Je šla tam, ja. Ne, v glavnem, to, da narediš svojega dvojnika in ti v bistvu lahko nisi niti lastnik več tega svojega dvojnika, ne? In v bistvu si ti na spletni, da si ti v bistvu online in ti si lahko tle in si zdaj v bistvu tu brez vrednosti. Ja pa ne.
Zato, ker AI ti lahko izvedbo naredi, ne bo ti pa ideja dobo, tvoja. Ti. Lahko bo neko tvoje Ja, ma kaj, ideja je sploh tvoja? Mislim, kje zraste ideja? Še tvoja ideja, ki jo mi dobimo, ne vem, če je naša. Ne, ni, ampak fora je ta, kako jo pa ti uresničiš, kako jo ti uporabiš, je pa tvoje. Execution je tvoje, samo pole execution prevzame. Ne, vse je tvoj, paket je tvoj. Execution tudi AI zna narediti. In zelo dobro, eni ubijajo, pač kakšne stvari sem jaz kratko, jaz bi tudi to znal, veš. Mene to se malo strinjam, ker pač AI ti lahko naredimo. Ti moraš reči, nariši mi svetilnik, ki je zelen. Ja, in to delajo. In moraš timu dati Ta svetilnik. to. Ali pa, veš kaj lahko, recimo, se boje pogrunta, vse bo šlo, Ja. veš. Ampak že zdaj vidiš, je dobre, je, ampak človeške stvari so boljše. Še. Vseeno bo, veš kaj, fora, pa bo verjetno šlo razvoj, kot jaz vidim, manj iz tega zlikanosti, bolj te spedenosti v izražanje. Veš. Ker ti imaš lahko tudi, jaz recimo nisem fan ekspresionizma ali abstrakcij, mi ne paše to, ampak vseeno bo nekaj človeškega noter. Pa tudi, če je AI, veš, pač Nek tvoj pečat bo. vseeno bo tvoje, se AI še pečat kopira, si videl, kaj podpise ponare. Ja. Mi se ne učimo od pravih umetnikov, zakaj pa je podpis tam dol? Ja. Vse sem videl, ne vem, imaš Da Vinci style drawing, nariše robota, imaš pa, ne vem. To je pa zdaj tožba vložena, veš to? Saj prav. Proti Midjourneyu, meni se zdi pa... Res? Ja, Class Action je, eni artisti, taki velike imena so se zbrali, zato ker, pozabil sem, neka punca je bila, je en izmed največkrat promptanih art v tem stilu. Ker to pa je intellectual theft že. Recimo, a veš, da AI modeli za muziko so že nekaj časa odzun, Ja. so jih labeli stožili. Rekel, ne, vi pa nam kratite. Ja, ne vem, Drake recimo, ki ima komade ki so boljši komadi kot njegovi. Drake pa, Kanye je bil, ko sta kao skupaj. Ja, ali pa 21 Savage. Ja. In je tako. Metro Boomin. Ja, in je tako, kaj se pa vi greste, veš, ampak zato, ker so labeli, ker imajo denar. Ja. Smo starving artists, veš, kaj bomo mi. Sem razen kakšni bipli. Ampak zdaj to umetniki, ki so zbrali in to tožili. Ja. Če sem zdaj jaz umetnik, vzamem inspiracijo od tebe in njega in naredim nekaj svojega. S podobnimi stili, ampak zdaj naredim jaz nekaj svojega. Ni to isto. To je že full pecajzlasto. Jaz ti lahko povem tudi na osnovi moje subkulture, pač mi v grafitih, pa v hip-hopu nasploh je termin, ki se mu reče bajtanje. Okay. Bajtanje je pa zelo očitno kopiranje stilov, elementov ali pač flow, whatever. To je bajt, temu rečeno. Zdaj imaš ti lahko inspired by, lahko pa je čisti bajt. Recimo, da ti vzameš moj R, pač v ramzu in ga daš v svoj noter, tako, that's bajt, veš. Ampak ti vzameš kompozicijo mojo, pa uporabljaš pač skozi to. Zdaj lahko je pač inspired by, to ni panike, čisti bajt, kar imaš ljudi, ki že jaz sem videl na Instagramu parkrat, ko folk preriše mojo skico, pa samo ime od zadaj spremeni. Večkrat sem to že videl. En model, par ljudi je majice tiskali in jih prodajali, ker je slabo prerišal mojo skico in je pa prodajal, ker si jih ni nobenih prodal, ampak je tako, ker se tiste sem pač copyright strajkal, pa take stvari. Ja, to se ful dogaja. Mislim, to Drake je lepo povedal, imitacija je flattering, samo je pač annoying. Je pa to lepo povedal, nisem še slišal tega. It's flattering, but stop it. Ja. Ja, ni lih. Ja. To je isto, če bi prišel, pač recimo nekdo vaš studio okupiral. Isto pač, črnopis, 3 portreti gor, pač. Sej, dosti simple stvar, veš, zakaj pa ne, veš, ampak si polna. Viš, da, hvala, ne, pač očitno smo dovolj dobri, da kopiraš, ampak dej, umiri se. A bi lahko nehal, veš. Ja, Sej isto pri mene, veš, se ti pravim, videl sem že parkrat, že na stenah sem videl folk dela. Lahko si bil ti, pa si pozabil. Lahko sem bil, jaz pa sem bil pijan, ker taki so tudi zunaj. Ja. Zunaj hoje domov, pa stenah. Enkrat sem pozabil, ko samo ime napiše. Parkrat, sem kar šel. Si napisal svoje ime. Ne, sam za tipko sem se skulil, s flomastrom. To je svastika isto, narobe obrnjena. Ja, zikr pijana. Prav spavnom se hodil sem do ki se maješ, pa tlej sem. Azar. Šel naprej, pa naslednji jutr meni, pa tako, da fuck je, to sem jaz bil. Še to, zdaj sem spomnil slučajno, kakšne tips and tricks, kako delati z barvami. Ko vprašal, ki en meni ljubših efektov je bil, ko sem to spremljal, te grafite in to, ki so naredili uno tipo neon sign, ki so šli z belim najprej in pol še z barvo čez, da izgledalo, kot da žari.
Tako, kakšni hudi tips in triki? To narediti. Jaz sem nekaj časa, sem ful velik neoncajno risal v svojih grafih. Tips and tricks je spreji. Prva stvar, kaj je, spreji so skoraj 100% prekrivni, so prav polnijo peseti. Okay. Grad od zadaj naprej. Tisto, kar je čisto od zadaj, se najprej nariše, da ne delaš odvečnih korakov. To je for. To je en izmed glavnih stvari. Drugo, razdalja od stene je ključna. Okay. Čim tanjšo črto hočeš imeti, tim bližje moraš biti. Mi se dejansko drajsam. Jaz se drajsam ob steno sprejemam. Za tanko črto? Ja. Pol uporabljaš half pressure, to je can control vse. V bistvu primaš od zadaj na capu, pa ne dol pritisneš, pa ga nazaj nagneš, pa ful blizu in to dobiš tako rekoč, temu se reče globalni half pressure, mi temu pravimo prskanje. Tako stvar. Aha, in to dela, ampak ne razliva barve. Hitro se premiki. Fora je ta, da ti, ko začneš črto, se že moraš premikati, pa končaš črto, moraš iti naprej, če ne dobiš une bunke na koncu. Ker se ustaviš, pa ti moraš iti tako. Da dobiš lepo. Ja, isto kot pri tatuiranju, ti greš naprej. Pač ne smeš se ustaviti, ker če ne se tam nabere barva. Kdaj barva teče dol? Kdaj moraš paziti? Veliko. Kako? To je verjetno Ja, pač s časom pa imaš ene druge formulacije barv, imajo bolj tekoče, ene so bolj lepljive, druge so bolj tekoče. Dripe dobiš v vsakem primeru, lahko jih pošiljaš stran, lahko fulnumno foroči, jih vidiš, lahko ujamaš, tako spihaš po steni. Ja, to večkrat vidiš, tako ok, cool, pa greš naprej. A pa jaz ga s prstom včasih kar ustavim, pa pobarvam. Kako uporabljaš, tudi od tebe odvisen. Pač en iz mojih fetišov je to, da uporabljam čim manj barve, pa čim več efekta z njim naredim. Jaz obožujem in sem s črno-belo barvo. Gorenski stil. Gorenski stil. Ne gorenski, meni je cool, ne zato, da sem škrt, všeč mi je izkoristiti orodje v maksimumu. Veš, kaj jaz velikrat grem sam črba stvari delati, pa imam v bistvu sam črn pa bel sprej, pa imam pa noter gradiente, to se pravi sivine, delam s tem, da jaz fejdam noter. Pa režem, pa fejdam, to so pa več sam sloj, pač gre čez. Bo vse praksa, pa kolikor te zanimivo, ker v tujini sem večkrat videl, kar mi je pa čisto smešen, uporabljajo take velike špahtle za ravne linije in jih tako maskirajo. Ravnila? Ja, jaz to... To malo vzame, ne? Mene je to tako slabo, pač. Se sem jim tudi rekel, tako, it's kind of lame, bro. In? Yeah, but it's easier. It's kind of lame still. Ja, če je lahko. Kolegi, pa skozi jih prcamo se, veš, pa no. Jaz upravim, da lopata uporabljajo, pa zraven na steni, ko ima tak špahtom. A to golfanje, malo je mogoče, ne? A veš kaj je fora, vice? Ker je preveč perfektno. Ja, preostre linije. Meni osebno je všeč, da je malo mazano, pač da se vidi, da je freehanden. Kaj pa recimo, kaj misliš o Banksiju? Zakaj bi jaz mogel imeti mnenje o njemu? Ne vem, tako ki je. Ja, on je tudi Banksy grafiter. ne dela sam na steni, Banksy ima ekipo. Banksy naredi dizajn in tudi ni muz, da on zreže v nekurčive stencile njegove. Pač to je, stencil art mi je dolg čez to. Pa zakaj postal tako znan on? Ker je nahajpan. Ker so ta pravi ljudje ga opazili, ker ima, dejansko ima kakšne, veš kaj fora, ker ima on the nose družbeno kritične ideje, kar se mene tiče. Eni so full fani, jaz nisem pač. Tako je. Sej izvedbeno tudi dobro naredi, ampak so pravno že pač nekako, meni se zdi zlajno, veš, vsi nekaj, gremo mi policaje tepsta, pa nekaj tazga, veš, pač gremo se, da se ljubčka, veš, pač ono, okej, ja, ljubezen spustiš, ne vem kaj, okej, cool, pisa, dolg če si. Lih taki ljudje bojo najbolj, se mi zdi, prej artu nastradalstvo, ker vse ni spet toliko dobra ideja. Recimo dobra ideja, pa dobra izvedba je kar noro kaj dela, je pa Insane 51, če se ne motam. Tip je pa muralist iz, hotel sem reči Egipta, iz Grčije. On pa dela, fantastično, mislim, on uporablja plavo pa rdečo barvo, a veš na 3D goggles. In je stena, ampak ti čez filtre vidiš dve različni sliki. Se pravi, čez rdeč filter ti vidiš okosnjaka, čez moder filter vidiš ti bejbo. Hudo. No, to je noro, veš, to je pa že tako. Se ga poznam in je meni ono, bra. Čez celo bajto delaš, take so me nore stvari. Pol ena, pa če že gremo tako, pa če kjer so, malo sem tangentno, ker nisem fan Banksija.
so mi dobri, recimo te muralisti od Etam Kruja, sam niso več toliko aktivni, ker rišejo pač ful dobre, take dinamične karakterje, čez cele stolpence, to je po 80 štukov. Pač noro, stvari sem tudi že videl. In tam sem se naučil skicirati na to velike formate, ko v bistvu daš mali valček na ful dolgo palco in tako le rišeš z njo. Ja. In kaj imaš tako kontrolo? Pač, da... Se ne rabiš to kontrolo, ti rabiš shape zadeti, ti rabiš zadeti, da je uč tam, kjer mora biti. Okay. In kako bo pa vzdelan, pa že priješ bližji. Sam ti rabiš postaviti stvar. Tipo neko silueto. Ni silueta, kroki rabiš narediti v bistvu. Kroki je pa potezna skica, da imaš ti flow karakterja noter postavljen. To je najbolj pomemben že nasploh pri risanju, da ni pač tako le nekako, ampak da imaš ti dinamiko v karakterju. Pač to je, pa tudi pri letterjih vse to. Pač celo ti imaš, če že greš v karakterje, da ta pravilno gibanje postaviš, ali pozo, ali namen, ali pač vzdušje, pri letterju imaš pa ti flow noter, črk. In kako druga z drugo reagira, če hočeš, da je, a hočeš, da je pač razfukan, a hočeš, da je dinamiko, da ti tja v pogled kaže. Vse to je neka prčkarija, ki se pol igraš. Se mi zdi, da sem pošdiral, veš, ko oni monki, ki so na Kitajskem v Indiji, ki rišejo s peskom 15 ur in pol to zbrišejo. Tako se mi zdi, ste vi, pač tako... Ja. Ne smeš biti navezan na stvar, kar je na ulici. Vsaka ima 5 minut cajt, da ti boš upočečkat lahko čez. Kako se oddališ od tako svoje stvari? Slikaš, ampak pa naslednji dan prijaš in imaš kurac čez, naresni si ona. Ni malo... Prav. To ti je nekdo povedal, da je zen kurac. En puba. Ko to so komentarji. Ja, en puba, ki se je nekaj napičil proti meni, je bil ful smešen. Mislim, meni je bil smešen, on je bil res jezen. In mi je skozi kurce risal čez. Sem rekel, prav. Pa sem jih jaz začel delati, ampak jaz sem jih dodelal. Ti si rekel, ja, kurac. Ja, sem enega tako skoraj fotorealističnega naredil, ki mi je tako flopno čez pis. Evo, a ti je bolj to? In nekaj komentiral. Nehal je za nekaj časa. Je prav iskal tvoje. Osebno proti meni je imel zamero. Veš zakaj? Nima veze. Je nek razlog, ne? Ne, razlog je bil zelo neumen. Razlog je bil to, da se je on imel tudi z nekega grafiterja, ne bomo imena ga omenjali. In je tam na eni izmed legalnih sten, v bistvu ni legalna stena, mi smo jo dovoljenje dobili, je on imel nek pis. In ta pis je stal na pol leta. Pa to je bilo še tako čudno obdobje, da noben v Ljubljani skoraj ni risal. In sem jaz imel ful velik svojih stvari, pač po 1-3-4 zapored na vsaki steni. Ker pač noben ni risal. In vsakeč, kaj uničem, bilo sem še nekaj novega narediti. Pa zakaj, če je moj cel, sem šel ga uničenega čez krosati. In v glavnem smo enkrat prišli z enimi tujci in smo pol stene odbili, to je zelo dolga stena, in sem vedel, da čez en teden pridajo drugi, tako da smo najprej eno polovico, pa tudi sebe sem krosil, pa gremo še drugo polovico. No, on je bil pa tako, aha, ti si mene krosil, neka zamera in je čist celo steno na belo pobarval. In ke fore. Ja, in smo bili tako, ok, cool, thanks za background, veš, pa smo pa čez par dni spet šli risati, ja, veš, tako da, on je pa neki, ne, pa mi je šel tam, pa neki pisal, pa jaz tako, daj, človek, da umer se. In meni je bilo pač ok, mam je šel na živce, mam po eni strani smešen, pa sem pa mitigiral tako, da sem jaz par kurcov čez narisal čez svoje. Vidiš? Ne, čez svoje. Čez svoje. Čez svoje, ampak jaz sem jih dodelal, tako se to naredi, če rabaš učne ure. Drugo fora sem pa naredil, sem pa pač fotko to, da me je krosil, pa sem takrat na Iga to dal, ker sem imel, ne vem, 50-60,000 followerjev. Si ga označil? Ja. Sem napisal, go give him some attention, veš, pač na neki rab. No ja, in mi je bilo tako pač smešno, ampak to so te grafiti bifije, veš, to človek nič, za moje pojme, premalo riše in vsak pismo je pač zlata vreden. V bistvu meni je tako, krosil si meni, na živce mi gre, ampak lej, pač bom še nekaj drugega naredil. Pa načeloma mi imamo tako, pravila etiketa na Legal Wallih je, če je nekaj časa že pis tam, pa če je počečkan, it's free game, pač it's a legal wall, pač point je, da se layeri delajo. Ti lahko greš v Berlin, odkolo odluščeš gor in boš videl tako sloje parov. Ja, itak, ja. Pri nas je pač to fora, da nas malo riše, veš, in pogledaš, ok, ta je uničen, grem čez tebe. Hkrati tok nas je malo, pa vsi se poznamo, tako rekoč. Zakaj si ne napišete sporočilo? Vse to naredimo, jaz bom čez tebe, šel imaš fotko narejeno, pač mama pa reče, da ne mi čez tega, tam je flušiš, da pa čez unga drugega. Cool, ni pa. Hkrati najbolj pomembno pravilo, kar se mene tiče, je to, da ti prekriješ celoto. Aha, da ne delno. Ja. Prekrij mi cel pis, naredi background, ne da moje stvari ven štrlijo. Pač to je krdi, to je že uno, lej, tam malo
bal te bom. Znaš, to pa je že tisto, kar ti živc potegne. Če je nekdo nekaj drugega češil, pa se je potrudil, ne bom rekel, boš slabš naredil, whatever. Če se je potrudil človek, pa čez mejo naredil, cool, idemo, veš, se vidimo naslednjič. To mi ni take panike. Ja, in za community na koncu dneva. Ja, pač, mi gremo, namesto tega, da bi šli na per, samo gremo mi risati, pa pit per. Nice. In tam hangamo, pač, in pa ti pride babica. Nima ti neč božke za počet. Zakaj bi imel? Za na konec imaš kakšno tako eno štorijo od dogodivščin, ki ste risali. Kaj je bilo neki tako Fulih je. crazy, kulskega, zabavnega, what the fuck, ki se je zgodilo? Končal kdaj v zaporu? Jaz Priporu. Jaz ne. V priporu nikoli, ker ilegalno ne delujem. Jaz sem dobil skozi kazni za tageranje. Pač random pisanje po marcah sem dobil kazni, pač tok nimam sreče s tem sranjem. So imeli večkrat, enkrat, ful so dobri, tako rekoč en na dan ti pride jebet mater na steno. Pride mi, pička vam materina tle. Tako, že ne umer se. In enkrat je en pršel, se začel dret name, da on je pa davkoplačevalc. Kaj staro mladi vprosti? Star je en gospod. Prišel se podaril se name, da on je davkoplačevalc, ko se jaz tudi, zakaj? In pa se je daril, da njegovi denar gre za men, pa jaz tako, mi nismo financirani od molasti prfuknjena, veš. Ne, vi ste, Jankovič vam plačuje. In pol, ker je on davkoplačevalc, bi mogel mu jaz skico pokazati. Preden grem risati, kao odobrito. Jaz so dej spizdja, veš, preden te pobarvam. In je šel in čez 5 minut, to je bilo na kolesarski cesti, in čez 5 minut jaz crtam in tako se obrnem in policaj na motorju. Na kolesarski cesti, tam na Rjavčevi. Jaz sem, dober dan. A vas je poklical, ali kaj? On tako, ne, jaz sem se mjem pelil, pa sem zavohal, pa me je zanimal. Jaz tako the best, kaj bo smetle, neke neumnosti, cool. Kaj, boste dokumentov? Ne, meni ni bilo tle. Se odpele stran. To pa enkrat so... enkrat rišam. To s policajem je vedno zabavno, ko so dejansko... Cool ljudje. Nekaj. Ja, se zda z njimi, z redarji se ne da pogovarjati, z njimi se pa da. In pride... Ja, oni imajo God kompleks. In tako jaz tako crtam, nek še tako na tleh sem sedel in tako... Aha, konji. Pogledam, tako konj zraven mene. Jaz tako dober dan, tako veš. Žijo. Lahko en dokument. Jaz tako, na. Kako ga lahko jemlješ resno na konju? Ja, nisem ga mogel. So hodijo niz konji, veš? Bere so drugače. Čuško so veliki te konji. Pa merni so, pa konj pred mano stoji, jaz pa tako policaj. Imaš malo respekt do onega konja. Jaz se jih nasploh bojim malo. Mi je ful smešen, bilo tako konj stoji zraven mene, jaz ko policaju, mislim na dokument, pa tako ga lahko čaham. In on policaj mi tam dokument, jaz pa konja čaham. Čakaj, zakaj te je popisal? Ker morajo. Pač na vsak slučaj, če je kakšna fora, pač te popišajo, samo zvezek zapiše, da sem jaz bil, da ima kontakta, veš. Pa hkrati, če ga kdorkoli pokliče, on mora po dolžnosti pridati. Ja. Ne da ti kazen da, ampak on mora pridati. Ja. Da vidi, da... Okay. Ja, ker je bil poklican, to je njegova dolžnost, da pride. Zato, pač, če se normalno z njimi pogovarjaš, enkrat so nas še branili pred enimi babicami, ko so se darali na nas. Ja, karaj, vi živo meje ste v ničem, mi vsak dan to urejamo, pa mu tako gleda, gospod, to ni bilo včeraj posekan. Tako nisem rekel včeraj, rekel ste vsak dan, ne mi lagati. Grafiti niso grdi, zato ne vem, zakaj me ljudje tak bif z grafiti. Hoče sivo mesto imeti, veš pač. Ja, to tudi ne razumem, zakaj bi imel... Mislim, meni je ful lepo tle v Žusterni v podhodu, če veš, kje je. Meni smo risali to. Vi ste? Tudi med drugim. Pač meni je bilo to ful lepo, ko so naredili te poslikave. Tam je en na Pomolu, tam nisem jaz delal, to so moji kolegi risali. Mi smo pa tam prav podhod zdaj na novo naredili. Ja, v podhodu. Ja, tam kad direkt iz kolesarske priješ, za čudnega rondoja. No, tam smo tudi mi, eni moj tam. No, pač uno je tipo bilo meni tako... To zdaj par mesecev nazaj smo delali. Nice. Kdaj pa se to dela po noči? Kaj? To, kar mi delamo? Ja. To, kar jaz delam, mi gremo piknik narediti. Te čez dan tudi. Ja, da vidiš. Če ne shady. Ne, če ne vidiš barov. Zdaj, ilegalna je ali po noč, čez dan se tudi da, odvisno od spota. Zdaj, jaz ne delam. Mi gremo tako, ti pravim piknik, vzamem kuška, hladilno torbo, musko, za jesti naročimo, včasih še celo kaj en grila zraven, tako zabavamo se. Mi se imamo fajn, tam folk pride, me sprašuje, nekaj tam igrajo, furčki se fuzbol igrajo s psom po podhodih, to je ful smešen. Tako. Kaj pa firma baru?
Jaz sem, zdaj recimo, dobro, jaz sem biased, jaz sem sponzoriran od Loop Colors. Imaš Sem dobil sponzorja. sponzorstvo. V bistvu sem v ekipi sponzorstva, to pomeni, da jaz dobim nek paleto barv na let in pač jih tagam pa vse, pa v kontaktu smo. Kar je tudi, sem enkrat zelo side note sem dobil očitke, njemu itak lahko, ker je sponzoriran. Ja, pač pizda se nisem vedno bil. Ja, se to je najbolj Ja, smešno. pač I'm not doing my work because I'm sponsored because I'm doing my work. Veš, pač malo je drugačno zaporedje, tle fantje. Sem pač to je italijanski brand, super barve, grafiterske, pač specifično narejene za ris. So specifični za grafiterje. narejene. Ker človek misli, da so to barvniki uporabljajo gradbinci za rise črte. Ne. Pa ni, je drugače, ne? Tisti je fule vodena, pa prozorna je. Bi znal oceniti, koliko kvadratnih metrov si porisal. Ne. Recimo, največji moj projekt, kar je bilo commissioned, pač naročen, je otroška igralnica v Supernovi v Ljubljani. Samo tega je velikost cirka 8 metrov krat 140. 8 metrov krat 140. Ja, cirka, 7 metrov poprečne višine krat 100, pusti to, no, jebeti. Krat 140 dolžine. Ni sponsor. Samo to, koliko časa si delal to? En mesec. Mesec. Ok, to je 1000 kvadratnih metrov, ja? Cirka. Kar bi pomenilo, da si verjetno porisal ti sigurno njih 50 000, najmanj. Bi se nabral. Wow. Samo 50 000, to je tudi dosti pločevink si porabil. Imaš še kaj za dodati? Sam to, knjiga, dober teden je crowdfundinga, probam jo sproducirati, tiska se v Berlinu 208 strani, ilustracij zraven še sticker pack, lahko kupiš tako, da je canvas pobarval, da ga jaz pobarvam celo platno, pač celo obložko, lahko da je skica noter moja original ali pa print lahko tudi dobiš. Glavno, to zdaj ful probam čez prav, tako da tistih, ki jih zanima ta moj art, to bilo priporočam. Če ne zberem denarja, nažalost ne bo knjiga natisnjena. Tako je. Tako da vsi baci pare, ne? 35 se mi zdi, da je ta crowdfunding cena. Shipment zdaj v Slovenijo je tako pač. 10. Nažalost je 15, ker je iz Berlina, plus ko inflacija pa vse to, ampak je pa properly tam vse zapakirano. Vsaka knjiga je uštevilčena in jaz jo podpišem. Okay. Zaprav bom celo naklado jaz podpisoval tam, ker sužen. A so že narejene? Niso še narejene, ker zbiram denar. Nekaj se, da jih podpisoval, jih bo še. Bom prišel, grem jaz v Berlin in bom tam sedel pa podpisoval knjige. Kje lahko vidijo tvoje dela, tako na stenah po Sloveniji? Stenah po Sloveniji, največ jih je v Ljubljani, razni podhodi, Kino Šiška jih ima zdaj 3 moje izdelka, na Tovarni Rok, ker še traja, ker bo malo šla ta stena, v Rožni dolini je en spot, ene par jih je treba poiskati, naj se kar potrudijo, kje jih imam še? Kje na Obali? Na Obali, ja, podhod, ki si omenil pri Brivcu, zdaj, ko se bo malo razširil. Barbarian, shoutout, najboljši brivec. Tako, en izmed, da ne bojo me drugi tepel, kar poznam. Kje imam še? Ti imam na Obali. Če si je hotel obdržati biznis. Jaz rabim stranke, ja. Drugače v fitnessih jaz delam veliko, naj grejo, če ima otroke, Zuma Kids je v Supernovi, tam so vse stene, sem jaz porisal, tudi zakaj ne bi malo tudi biznisa drugim. Jaz nisem tako, da bi skrival biznis pred drugim, raje reklamo naredim vse. Ja. Pa naj spremlja me na Instagramu, je Azram1107. Zdaj vemo, zakaj je 117. Tako, pošna številka Šiške. Nič, imaš ti kakšno vprašanje za nas še? Pa ne, dobro smo se pogovorili, se mi zdi. Nimam tako, fajn podcast, upam, da bo... Kira epizoda je to že? Ta bo 78. Lepa. Pa kaj, enkrat na teden? Enkrat na teden, vsak teden. Pridni, super. Tako. Čim več. Nekje je že, 78 epizod. Neki bo. Ma sem užaljen, niso 100, ampak okej. Boš. Bom še enkrat tako. No, Na zdaj 200 pa na najboljši del tega podcasta, brez zamere. Vprašanja. Saksida.luka, Burazik, malo bo poletje, a mrča nikjer. Prihaja. Ej, To je za lahko bi nam naredil kakšno darbo. Lahko naredimo.
mogoče. No, Samo zdaj. no viš, tle to vse še poteka, debata, zato ga še ni. Ja, it's business. Tako, Lara_Gregorič, kje si narisal najbolj čuden grafit in kaj je bil? Ta lulček je en izmed, ki sem na Metelkovi ga naredil, je bil sam big ass dick. In je Kosmat? Ni bil kosmat pobrit, je bil? Kdo ti je za inspiracijo bil? Ne bil je res neproporcionalen. En izmed čudnih, to je tako smešen, ni čuden, ampak je the most funny thing ever. Sem že parkrat delal za savno, ki je izključno za fante. Aha, in kaj si naredil gor? Kaj si narisal? Ljuljčki so bili vmes, ja. Za savno. V savni, V savni izključno za fante. Si risal grafit. kot dekoracijo. Čakaj, in kako pa je ta toplota in savna? Se ni v savni, ampak v skupnih prostorih. Okay, got it. No, kaj to mora biti zanimivo? Ta je en izmed bolj smešnih. Matej, jaz se itak delam take neumnosti vedno po stenah. Ful je smešen, kaj delam, če kaj tazga blesavga in tako, ne vem, malo rič žensko rišem, pa kaj tazga, pa ne vem, kurca, pa kar jajčka sem tudi parkrat narisal na steno. In ko pride kakšna gospa, umetnost, všeč kot permometnost, kaj pa bo to? In si ona, boste videli. Kdaj pa? Tako pridite jutr, ka mene ni. Ok, za reči, karikiramo. Kaj bi naredil tle, naprimer, če bi naredil, evo? Zdajte mi, vzamemo, da Kaj, tlele ali tle predvidevam ne? Če bi tle v studiu, kaj bi naredil? Tlele bi naredil člani, kot prvo bolj dodelan pis, še vedno da je čitljiv, nek grafiti pri vdih, malo, kako ste, 3? Ja. 3, ja. Neko zajbanci, kako imate že zdale, vas 3, kakšen mikrofon, ki je pač generično, to zdaj tako se izmišljujem, veš. To je bilo hudo. Bolj to, kaj se dogaja, kaj je vaš značilno, kakšen, če imate, ne, catchphrase, pa kaj tazga, mogoče kakšen element podcast kulture, kot so mikrofoni, mešalka, stol, veš. Pač tako, pa nekaj, kar je, meni je zelo zabavno mi je delati nosilno temo in pol se igrati z njo. Ne, da je ful stvari malih, ampak da je ena glavna in pol pač da folk tako, veš, bolj tako, take forme. Pol za reči, tako se nekako lotiš teh komišnov in tega. Komišljeno mi je vedno, najbolj mi je zabavno, pač jaz se prilagajam velik stranki v svojemu stilu. Jaz nikoli ne bom rekel, da mi tole na steno nariši, če bi da skico, ne bom. To bom vzel kot inspiracijo in bom naredil na ta način neki ti po svoje. In to je vedno bolj, da res ukomponiram in delovanje, in obliko stene, in že sam to svetlitev prostora. Jaz ti jo rečem, pa če jaz ti ne bom tlala barv velik, da jaz to ne bo pasala. In vedno se pogovorim tudi s stranko, pač kako pa kaj. Tako da nikoli ni uno, da bom jaz bil kao što ti meni govoril, ampak ne, vedno je proces tega. Pač dejansko moraš vedeti ful več, ko samo risati. Ja, jaz se vedno pozanimam, kaj se dogaja, kaj bo, pač kako imaš mišljenje, kaj je tvoj inspiracija, kaj je tvoj cilj narediti in iz kje si idejo doboješ ti za delo to. Recimo isto pri Barberjanu, pri njemu smo risali njegovo preteklost, ki mi je dal ovaki spisek stvari, ki je hotel gor, tam sem se malo namatral. Tako da tisti je bil tudi challenge. Lahko mi pa nekdo reče, pač recimo tle člani, mi hočemo pač fucking člani narediti, pač I got you, bro, pa bo lettering, pač nek bombastičen. Don Bastardon, koliko boli kako ti pribarajo grafit, ki ni zdržal vsaj en teden? Kar salti ratam, moram reči. Koliko ponavadi si želiste, da to traja, ko narišeš? A ja, koliko da, to je hotel vprašati, nisem ga razumel. Mislim, veš, Again, v Ljubljani lahko ti leta držijo. Je vaše mesto. Ne, toliko malo nas dela. No. Zdaj, recimo, če kdo čez mi šel pis narediti, en teden je zdržal, je malo v Ljubljani imaš druge spote, ki bi lahko. Načeloma mesec je že v redu. Okay. Ampak če tako, če nekdo pač sam počečka, če ne piše Samir ali neki, ne vem, tam čez to ni, pa svasti, ko ti nariše, a pa nekdo, en je bil, je hodil po Ljubljani, pa mi z kladivom oči klesal ven. Ja, tako. Ja. Vi imate dogodivščine. Ohajo.
Une oči, veš, ki se premikajo, bi ti mogel dati gor na gor. Tudi Google Eyes. Google Eyes, Se mi je že nekdo nalimo gor, ja. En je frajer, ki je recenzije pisal gor, mislim se že zdaj se najde, tako kar pač steno in ti zraven, tako napiše, ful je dober, pa tako puščico gor. Thanks, brat. Pa dobro, vsaj ti ne na tvoj pis ti zraven. Ne, se ti v nič kompozicijo. Če nič ti. Res. Ja, vsaj veš, da je bilo dobro. Hvala, njegovo mnenje je ful pomembno. Pol en mesec je dobro, da zdrži. Ni cajta, pač vsakeč, kad ti nekdo prebarva, si ono, ne boš do konca life-a, veš, pač ono, da Rimljani vidijo. Vedno je vseeno malo... Vedno je. Grenak priukus. Ampak se navadaš. Jaz imam veliko več stvari uničenih, kot jih imam celih. Hvala, da si bil z nami. Nekaj, hvala vam. Hvala, da si vzel čas Za nas. za klepet, da smo klepetali, Jure. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Dajte en like, share, subscribe in se vidimo v naslednji Kje te lahko epizodi. najdejo? To sem že rekel. Pa povej še enkrat na hitro. Instagram, Azram1107, največ sem tam, na Facebooku, Azram, samo se mi zdi, pa na Twitterju, Azram, _1107 klan se mi zdi, da je. Vsega. Čau, čau.